V četrtek, 15. oktobra 2015, se je v Domu kulture v Slovenskih Konjicah odvil prav posebni dogodek. Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija je ob praznovanju 15. obletnice delovanja pripravilo bogat kulturni program. Ob tem so se vsi prisotni spomnili začetkov društva, predstavili so trenutno delovanje in si zadali vizijo dela za prihodnja leta. Predsednica društva Julijana Kralj se je v svojem govoru spomnila začetkov delovanja, dela na posameznih programih društva in se ob tej priložnosti zahvalila vsem prostovoljcem in prostovoljkam za njihovo plemenito delo, saj društvo brez njih vsekakor danes ne bi bilo na tako visokem nivoju, kot je danes. Smisel je mati dejanj. Iz tega izhajamo, ko spremljamo razvoj društva od ustanovitve leta 2000 do danes. Porodila se je vizija s svojimi mislimi in pogledom v prihodnost. Z logotipom navzgor obrnjene dlani smo simbolično ponazorili naše poslanstvo, dejanje, prejemanje, dejanja, ki gradijo kakovost življenja ljudi. Zakaj smo postali samostojno društvo? Pred več kot 15 leti je skozi delo na področju invalidskega varstva prihajalo v ospredje prepričanje, da je čistokrat na rob družbe skrbi odrinjeno razreševanje žensk. Bile smo prepričane in tudi danes smo, da potrebujemo posebne socialne programe, ki vsebujejo aktivnosti za razreševanje problematik, nastali kot posledica invalidnosti, ne glede na spol in ostalih, ki so prisotni v povezavi z ženskim spolom. Večina tega, kar smo načrtovali v preteklosti, smo dosegli, ker smo verjeli v naše poslanstvo. Do danes se je članstvo dokaj povečalo, šteje okrog 1/3 moških in 2/3 žensk. Vendar smo kljub temu ena izmed najmlajših invalidskih organizacij v Sloveniji z delovanjem na državni ravni. Mnenja pa smo, da ni pomen organizacije le v številu članstva, temveč tudi postavljenih ciljih in nalogah za njihovo uresničitev. Postavili smo si visoke delovne standarde, zato smo se v preteklosti morali hitro in veliko učiti, da smo izvedbo v programu postavili na želeni strokovni nivo. Po povečanju članstva smo programe vsebinsko dopolnili, uporabne za včlanjene in interesno sodelujoče invalide, katerih ena izmed posledic invalidnosti je gibalna ovira. Po ponovnem raziskovanju življenjskih potreb članov in članic smo ugotovili, da nekatere ženske v domačem okolju preživljajo nasilje in druge zlorabe, nimajo pa družbenih pomoči za razreševanje te težke problematike. Takrat v Sloveniji ni bilo arhitekturno in tehnično prilagojene varne hiše ali zatočišča, ki bi uporabnicam različka z izkušnjo nasilja v družini lahko nudila varno zavetje enako kot drugim ženskam. Zato smo za zagotovitev bivalnih prostorov v osnovni program vključili investicijski projekt Hiša zaupanja. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je izpostavila delo v posebnem socialnem programu Nasilje nad invalidi in vsem zaželela še naprej uspešno delo na vseh področjih, prav tako v osebnem življenju. Pri besedah o človekovih pravicah je opozorila, da imamo vsi ljudje pravice, prav tako pa tudi dolžnosti. Torej, spoštovana predsednica, gospa Kraljeva, društva Vizija, ki ima že tako lepo ime, spoštovani podžupan, spoštovani visoki gostje, ki ste prišli na ta slavnostni dogodek, seveda vse članice, člani, nastopajoči, tudi mediji, ki ste izjemnega pomena, da vse misli, ideje in želje, ki bodo danes izrečene, ponesete tudi tistim, ki danes ni tu. Zagotovo je danes lep dan, ne glede na vreme tam zunaj. Vreme nikoli ne sme pokvariti razpoloženja, zlasti ne v dogodkih, ko slavimo, ko se spomnimo na dosežke in ko sanjamo o prihodnosti. O vsem tem je govorila gospa Kraljeva. Vesela sem, da sem slišala in tudi že prebrala veliko lepega o društvu, ki ima že tako lepo in pomenljivo ime. Ko slišiš za vizijo, veš, da se bo moralo nekaj zgoditi, da se bodo ljudje v tem društvu borili za lepšo prihodnost. V uspešnem delovanju društva so potrebni tudi predani
in vestni ljudje. In ena takšnih je gospa predsednica, gospa Julijana Kralj, ki to delo opravlja res vestno in predano. V dokaz tega naj povem, da je bila leta 2011 na izboru pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije izbrana za prostovoljko leta. Aktivno deluje tudi v programu Občina po meri invalidov. Tako da bi ob čestitkah za 15-letnico čestital in se zahvalil tudi njej. Izročil jim bom priznanje, ki naj bo zahvala društvu in njej za minulo delo, obenem pa prošnja tudi za naslednjih 15 let. Hvala. S svojimi nastopi so program obogatili otroci vrtca Slovenske Konjice iz enote Slomškova, pevke Društva upokojencev Slovenske Konjice, pevski zbor Beli cvet iz Lamprehtovega doma s pevkami iz Dobrave in varovanci Varstveno-delovnega centra Slovenske Konjice. V kulturnem programu je sledilo še odprtje razstave dveh članov društva Vizija, Željka Vertlja in Branka Martina Rupnika, ki sta s svojimi deli prepoznana v slovenskem in tujem svetu umetnosti. Razstavo sta odprla znana umetnika Arpad Šalamon in Hedviga Vidmar Šalamon, ki ob različnih dogodkih kot člana sodelujeta v programih društva Vizija. Le malo kateri ustvarjalec ima toliko moči in želje do ustvarjanja kot današnja razstavljavca. Branko Martin Rupnik iz Ljubnega ob Savinji in Željko Vertelj iz Kočevja. Ova je doletela nesreča, ju omejila pri svobodi gibanja. Morda sta ravno pri tem izkoristila energijo, ki sta jo usmerila v likovno ustvarjalnost. S pridnostjo, zavzetostjo in učenjem sta dosegla uspeh. Postala sta mednarodno znana in uspešna, saj njuna likovna dela visijo na razstavah v priznanih galerijah doma in izven naše domovine. Oba slikarja upodabljata pejsaže, krajino,
tihožitja, tudi mali formati kot razglednice in čestitke ob posebnih priložnostih. Jima niso tuje. Obvlada ta figuraliko, portrete svojcev, prijateljev, tudi znanih osebnosti z našega okolja in znancev. Njuna likovna dela so naslikana premišljeno, polno kolorita. Ne dovolita, da bi njuno gledanje na likovno umetnost zmotile nove smeri v prikazovanju realnega ali abstraktnega sveta. V njunih delih je polno pozitivnih gledanj na okolje, v katerem živita. Sta natančna in čustveno navezana na okolje. Po končanem uradnem delu je sledila še zakuska, ki so ob svetovnem dnevu kmetic pripravile članice Društva kmetic Zarja.